Po uradnih podatkih UNHCR je trenutno na svetu več kot 108 milijonov ljudi, ki so prisilno razseljeni. Od tega jih je 62 milijonov notranjih razseljenih, kar pomeni, da se še vedno nahajajo znotraj države, iz katere prihajajo. Več kot 35 milijonov oseb na svetu pa je beguncev, pri čemer se 70% beguncev nahaja v sosednjih državah, iz katerih v bistvu prihajajo. Ko govorimo o postopku združevanja družine, govorimo o pravici do družinskega in zasebnega življenja. To je temeljna človekova pravica, ki je med drugim zapisana tudi v naši ustavi. Za begunce, ki pridejo v Slovenijo irregularno, je izjemno pomembno, da lahko na določeni točki v Slovenijo pripeljejo tudi svoje družinske člane. Kar opažamo v praksi in kar nam povejo je to, da v bistvu osebe težko zapustijo izvorno državo, še posebej z družinami, saj je pot izjemno draga in izjemno nevarna. To pomeni v bistvu, da se osebe, ki imajo družinske člane v izvorni državi, v veliki meri zanašajo na to, da bojo lahko v bistvu pripeljale na določene točke svoje družinske člane v Slovenijo. Vedeti moramo, da oseba lahko zaprosi za združitev z družino šele potem, ko pridobi mednarodno zaščito. Torej, ko v Sloveniji pridobi status begunca ali status subsidiarne zaščite. Ko pridobi ta status, lahko zaprosi za združitev z družino, in ker so to osebe, ki so izjemno ranljive in ki ponavadi nimajo finančnih sredstev za to, da bi lahko družino pripeljali, ali pa nimajo v bistvu možnosti, da bi izvorne države pridobile kakršnakoli potrdila o izpolnjevanju pogojev, recimo potrdilo o nekaznovanosti, imamo za njih poseben postopek. Postopek, ki je v primerjavi z drugimi tujci v bistvu na nek način lažji. Smisel tega postopka je, da zavarujemo tako osebo, ki ima mednarodno zaščito, pred organi svoje lastne države, ki jo preganja ali pa v bistvu, ki je zaščite ni zmožna nuditi, kot tudi družinske člane. Ker samo to, da v bistvu družinski člani ostajajo v izvorni državi, ne pomeni, da tudi sami niso ogroženi. Kar opažamo v praksi je to, da velikokrat živijo v zelo nevarnih razmerah, torej da so preganjani zato, ker so preganjani njihovi družinski člani, v vojnih razmerah, da živijo v raznih kampih v drugih državah, brez dokumentov, brez kakršnekoli možnosti, da bi si lahko uredili svoj pravni status tam. Zato je izjemno pomembno, da Slovenija tovrstnim osebam omogoči, da pridejo v Slovenijo, da se združijo z družinskim članom in da tukaj nadaljujejo svoje življenje. Vedeti moramo, da so te postopki izjemno dolgotrajni, tako postopek mednarodne zaščite, kakor tudi postopek združevanja družine. V praksi lahko traja tudi nekaj mesecev ali celo kakšno leto. To pomeni, da v vsem tem času, odkar je oseba odšla iz svoje izvorne države, je ta oseba ločena od svojih družinskih članov in le teh ni videla. Oseba zato, da lahko začne postopek združevanja družine oziroma da ga lahko uspešno reši, mora v sam postopek predložiti dokazila, ki potrjujejo identiteto družinskih članov, in pa dokazila, ki potrjujejo družinsko vez. Se pravi, da so torej to dejansko družinski člani osebe, s katerimi se hoče združevati. V Sloveniji imamo kar širok nabor sorodnikov, ki jih lahko oseba prinese s seboj. Kar se tega tiče, imamo izjemno dobro prakso na Ministrstvu za notranje zadeve, ki poleg v bistvu najožjega kroga družinskih članov omogoča, da v bistvu združujemo tudi osebe, s katerimi res obstaja neka temeljna družinska vez, ki je izjemno v bistvu podobna sami primarni družini. Recimo, da lahko oseba v izjemnih primerih pripelje svoje starše, tudi če je starejša, ali pa brate in sestre. To je seveda za osebe z mednarodno zaščito izjemna velika prednost, ker jim omogoče, da vsaj za nekaj časa potem v bistvu skrb za družinske člane mogoče malo odmislijo, v smislu, da vedo, da bojo lahko varno in zakonito prišli in da ne bo treba ponovno na to težko pot. Potem, ko se postopek združevanja družine uspešno konča, lahko v bistvu oseba družino pripelje. Potrebno je organizirati pot in potrebno je, da v bistvu zagotoviti dokumente za varen prihod družine v Slovenijo. Tukaj se veliko poslužujemo v bistvu pomoči mednarodnih organizacij, kakor so UNHCR ali IOM, ki nam zelo pomagajo pri tem, da lahko pošljemo določene dokumente v izvorno državo ali pa da lahko v bistvu te organizacije pomagajo ranljivim osebam, ki same težko potujejo, da lahko varno pridejo v Slovenijo. Tovrstna pomoč je izjemno pomembna, zato ker tukaj gre velikokrat za osebe, ki so ranljive, se pravi za ženske, včasih tudi samo za otroke. Velikokrat gre za osebe, ki niso dovolj izobražene ali pa so nepismene, in to vrstna pot lahko pomeni zelo veliko težavo, se pravi zelo velik stres.
In to vrstne stvari v bistvu zelo olajšajo sam prihod družinskih članov v Slovenijo. Samo zato, ker je oseba v postopku združitve z družino, to ne pomeni, da je ta postopek v bistvu pod olajšanimi pogoji, to ne pomeni, da je ta postopek enostaven ali pa da je brezplačen. Tovrstne v bistvu postopki za družinske člane predstavljajo kar hudo finančno breme. Od tega, da je potrebno plačevati prevode dokumentov, ki jih oseba v bistvu predloži, do tega, da je treba plačati sam prihod družine v Slovenijo. V naših izkušnjah smo opazili, da to vrsta organizacija in plačilo poti lahko pomeni vse od nekaj 100 evrov pa do nekaj 1000 evrov, tudi 7000 evrov, če gre za izjemno ranljive posameznike, ki potrebujejo dodatno pomoč za to, da v Slovenijo lahko pridejo. V preteklosti smo nevladne organizacije denar za to vrstne prihode zbirale. No, projekt, o katerem govorimo danes, Comforse, pa nam je omogočil, da v bistvu PIC in Mirovni inštitut za družinske člane v bistvu poskrbita tudi na ta način, da plačata njihov prihod v Slovenijo. To je družine izjemno razbremenilo, zato ker trenutno nimamo sistema, da bi si lahko begunci sposodili uradno nekaj denar ali dobili izredno pravno pomoč, da bi lahko družine v Slovenijo prišle. Tako da dolgoročno gledano bi bilo zelo smiselno, da Slovenija v bistvu vzpostavi shemo, ki bo osebam omogočila, da na nek način pridobijo, si mogoče izposodijo denar za prihod družinskih članov in da lahko v bistvu potem ta denar postopoma odplačujejo ali kako drugače vračajo. PIC in Mirovni inštitut sta v letu 2022 in 2023 izvajala projekt Comforse, dopolnilne poti za jugovzhodno Evropo. Ta projekt je bil izvajan z drugimi državami Evropske unije, torej z Hrvaško, kjer smo sodelovali s Hrvaškim pravnim centrom, HPC-om, in pa bolgarskimi partnerji, to je bila organizacija FAR, Access to Rights. V državah smo primerjalno gledali in raziskovali, na kakšen način bi lahko dopolnilne poti vključili v naše nacionalne sisteme in na kakšen način bi lahko izboljšali postopke združevanja družine. Jaz sem iz Sirije, poročena sem, imam 3 otroke. Sem prišla z mojo družino iz Sirije do Turčije, potem iz Turčije do Grčije. Sem prišla v morje s čolnom, s mojo družino. Mi je bil zelo nevaren pot, ampak smo uspeli priti. Smo ostali v Grčiji okoli 9 mesecev. Ker meja je bila zaprta, meja Makedonija, potem smo ostali v Grčiji 9 mesecev. Smo ostali v šatoru nekaj mesecev, dokler potem smo registrirali na ta program, ki pošljajo begunci do različnih držav v Evropi. Potem smo naredili kot intervju, smo dali vse podatke, osebi, o družini, otroke tega. In oni so rekli, da bodo odločili, kam bomo šli. Smo spet počakali tam nekaj 3 ali 4 meseca, pa potem so poklicali, potem smo šli in smo znali, da so zbrali iz Slovenije, da bomo mi šli v Slovenijo. Da. Nisem znala prej v Sloveniji, nisem slišala, ampak vem, da je boljše kot Grčija in bi bila varna država za otroke in za me. Kako ste se pa počutili, ko ste prišli v Slovenijo? Na začetku je bil strah, nova država, nove jezika, nič ne znamo od tega, ampak potem, ko smo znali kaj in kako, boljše gre. Kolikor sem razumela, ste prišli v Slovenijo s svojo družino? Ja, moj mož in moj otroke. Kateri pa družinski člani so ostali živeti v vaši izvorni državi ali mogoče v neki drugi državi na poti? Moj mama in oče, moja družina so ostali v Turčiji, niso uspeli priti do Grčije, pa moj mož in družina so ostali v Siriji, niso mogli, ker so Turčija je zaprla meje tudi. Kaj je bilo za vas najtežje, ko ste bili tukaj sami, recimo brez vseh družinskih članov? Zelo težko je bilo na začetku. Jaz sem bila tudi mlada in imam otroke in v novi državi nič ne znam. Zelo na začetku je bila težko. Nisem dobila nič pomoč recimo od moje družine, recimo mama ali pa brat, ker sem bila sama. Ja.
Ste jih močno pogrešali, ja? Seveda. Ja, v skladu z zakonodajo imate po pridobitvi azila tudi pravico do združitve z družinskimi člani, do združitve družine. Ali mogoče našim poslušalcem poveste, zakaj so begunske družine, tako kot je bila tudi vaša, včasih več let ločene? Ker ne moramo pomagati, da oni pridejo. Recimo, kot sem jaz, ker sem jaz odrasla, ne moram združevati z mojo družino. Družine, ki se lahko imajo združevanje družin, to je lahko recimo oče, ki ima ženo in otroke v drugih državah, ali pa mladoleten otrok, ki ima mama in oče v drugih državah. Jaz nisem mogla nič narediti za moj brat ali pa mojo družino. Tako, to pomeni, da niste mogli. Nažalost ste si to želeli, ampak ker ste bili polnoletna. Seveda sem, ampak nisem mogla. Ja. Zdaj pa mogoče, ker vem, da sem poslušala tudi del vaše zgodbe na nacionalni konferenci Home4Say, ki je potekala oktobra. Sem slišala, da tudi vaša mama in tudi nekaj drugih družinskih članov so prispeli nedavno v Slovenijo preko relokacije iz Turčije, ne? Ja, moje 4 brate so prišli iz Turčije, ampak niso prišli v varno pot, so prišli v nenavaren pot. In je bil zelo, zelo nevarno in so počeli tako, da bodo umrli, ker so ostali brez voda, brez hrane in v naravi ni bil mrzlo in zelo bilo nevarno. 1 mesec so bili na pot, ampak so uspeli prišli. Ja. In so prišli. Kako pa je prišla vaša mama? Ker moj brat, mladoleten, pa je uspel narediti združevanje družin, mama je prišla. Evo, še enkrat vprašam, kako ločitev družinskih članov vpliva tudi na družinsko življenje, ker vi ste bili povezana družina, ko ste? Ko niso bili tukaj, je bil zelo slabo in zelo negativno vpliva, ker vedno razmišljaš, kako živijo, seveda, če so recimo ni nevarno država ali pa vojna, a so še vedno živijo ali ne. Tako zelo slabo in vedno, včasih ne spiš, ker razmišljaš ali veš, recimo danes bombirajo tam, ne moraš še spiš, boš videla ali oni še vedno živijo ali ne. Zelo slabo vpliva, če niso tukaj. Ampak ko so prišli, seveda, drugo življenje. Ja. Počutiš boljše, seveda, oni so tukaj, zdaj imaš mir, ne? Lažje tudi delate, funkcionirate, se integrirate v družbo. Ja. Kakšen bi bil vaš predlog, kako bi lahko izboljšali ta sistem združevanja družin? Da malo zahtevajo dokumente, Dobro. Ker veliko so zahtevali, da morajo nekaj prenesti iz Sirije in veste, da je Sirija še vedno vojna, ne moramo prenesti in če bomo imeli, to lahko naredimo prek odvednica in zelo to je drago, da bo kličeš nekaj v Sirijo, da to naredi in vzame veliko denar in veš, v ta situaciji nima toliko dovolj denarja. Veliko so zahtevali in veliko časa traje. Recimo zdaj, mama je ostala 1 let in 2 meseca, da je prišla in drugi brat še vedno ni. Zdaj, leto in 3 mesece in še vedno ni in ne vemo, kdaj bo. Veliko traje. Dolgo traje. Ja. Ja, česa ste se najbolj veselili, ko ste razmišljali o ponovni združitvi z mamo, brati in drugimi sorodniki? Bomo imeli tukaj skupaj spet življenje, skupaj družina, bo seveda zelo boljše počutiš. Moji otroci recimo vedno prej vprašajo, zakaj jaz nimam recimo dedek, zakaj nimam stres, zakaj oni imajo, zakaj jaz nimam. Ne vem, to je bil zelo slabo prej, ampak zdaj oni počutijo dobro, jaz počutim dobro, če jaz recimo iščem pomoč, vem, kdo lahko pomaga tukaj, lahko gremo na obisk in pridemo. Mir imaš, z veselje seveda družina, ko skupaj pridejo. Pa imaš mir, lahko delaš, lahko vse narediš in ti vesela, da nimaš stres, da ne razmišljaš, kaj oni naredijo, ali je varno ali ne, ali živijo ali ne.